Medijski tehnik je poklic prihodnosti, uporaba in poznavanje digitalnih tehnologij pa sodi tako rekoč že med splošno izobrazbo vsakega posameznika. Ravno zato je ta poklicna usmeritev tako privlačna za mlade. Obiskali smo Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, kjer pouk poteka tako v šolskem studiu kot tudi na terenu. Po koncu šolanja pa dijaki opravijo poklicno maturo in se usposobijo za poklice snemalec, montažer in oblikovalec spletnih strani. Delo na tem področju je dinamično, ustvarjalno in polno izzivov, možnosti za zaposlitev pa so v oblikovalskih in fotografskih studiih, tiskarnah, fotokopirnicah, na nacionalni ali komercialnih televizijah ali pa kot svobodni umetnik. Izobraževanje lahko dijaki nadaljujejo na različnih visokošolskih ustanovah, kot so na primer Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektroniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela v Sežani, Visoka šola za storitve, Inštitut in Akademija za multimedije, Mednarodni šoli SAE Institute. Medijski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja in na zavodu ga izvajamo od leta 2002 oziroma prva generacija se je potem vpisala v šolskem letu 2003-2004. Za vključitev v program medijski tehnik na naši srednji šoli dijaki potrebujejo odločbo o usmeritvi. To izda Zavod za šolstvo. Ta odločba omogoča prilagoditve. In med drugim je ta program podaljšan za 1 leto, to se pravi, če na redni srednji šoli traja 4 leta, je pri nas program 5-letni. Na koncu se zaključi s poklicno maturo, ki pa je enaka v vseh srednjih šolah v Sloveniji. Se pravi, je to program z enakovrednim izobrazbenim standardom. Dijaki imajo 6 izpitnih rokov za opravljanje mature. Če ima dijak odločbo, da je gluh ali naglušen, dobi odločbo in pri izpitu je prisoten tolmač. Potem imajo tudi podaljšanje za 50% pisni del izpita in 25% ustni del izpita. Pri slovenščini so pa opravičeni nekaterih nalog, kateri so posledice seveda motnje. Slovenščina je obvezni predmet. Potem imamo izbirni predmet matematiko ali angleški jezik, potem pa tudi strokovni izpit, ki je tudi obvezen, strokovni del, in pa projektna naloga z govorom. Znanja, ki jih bodo lahko uporabljali v tiskarnah za pripravo tiskovine, pravzaprav tiskovne forme, ki bo šla potem v tisk. Oblikovanje teksta, vnašanje besedila in slik, korektura slik. Potem drugi del smo videli tukaj je za same študije. Te študiji rastejo kot gobe po dežju, kot so lahko lučkarji, snemalci, delajo sceno, scenski mojstri. Potem tretja stvar so pa izdelava spletnih strani. Dijaki znajo izdelovati tudi spletne strani v enem izmed odprtokodnih, se pravi brezplačnih programov ali pa v kakšnih izmed plačljivih programov. Poskusimo jih naučiti tudi to, da enkrat, ko bodo končali šolo, seveda ne bodo takoj dobili zaposlitve. Eden izmed predmetov, modulov je tudi neke vrste podjetništvo. Kakšni so postopki, da boste nekoč lahko samostojno delovali, če ne boste dobili službe, samostojno delovali in svoje izdelke, svoje znanje prodajali tudi na zunaj, kot samostojni podjetnik. Študij je zelo dobro opremljen, ampak to ni
vseeno glavni prostor, kjer poteka praktični pouk. Praktični pouk poteka tudi zunaj, v naravi. Snemamo, fotografiramo šolske prireditve. Zelo dobro je sodelovanje z drugimi šolami. Ravno v tem tednu se dela projekt s frizersko šolo. Naši dijaki so fotografirali svoje dijake, ki so jih na frizerski šoli naličili, uredili in potem uredili tudi svojo samostojno razstavo. Dijaki, ki zaključujejo program medijski tehnik, tako prepoznavamo v teh letih, so na umetniškem področju še posebej občutljivi. Se pravi, so zelo dobri na področju fotografije, snemanja, tudi oblikovanja spletnih strani, dela izdelavi oziroma pri delu kakšnih filmčkov ali manjših risank, ker se jim na tem področju določeni talenti še boljše razvijajo. Za primer naj povem, da smo vključeni v tekmovanje Vetrnica med vsemi rednimi srednjimi šolami grafične in medijske usmeritve v Sloveniji in vsako leto zagotovo poberemo kakšno nagrado.
z vsemi delodajalci, pri katerih naši dijaki upravljajo v času šolanja delovno prakso, vzpostaviti oseben stik, dijaka predstavimo njegove močna področja, predstavimo tudi mogoče kakšne pomanjkljivosti. Dijaki hodijo na prakso tudi v druge ustanove, na RTV-ju se srečajo s snemanjem, so šli dejansko za snemalno ekipo na teren in so spoznali cel snemalni dan. Veliko je od časopisov, no to bomo rekla, recimo Gorenjski tisk, Dolenjski tisk kot časopisna hiša. Tam so se naši zelo dobro znašli, ker je bilo potrebno postaviti spletne strani ali pa pripravo časopisa. Tudi drugega poznanja je za te gluhe mladostnike, ki želijo tukaj opravljati prakso. Veliko lažje, kot če bi prakso opravljali druge podjetje ali druge lokacije. Vlade enako meri, tukaj lažje naučijo, pojasnijo stvari. Prideš prvič v službo, delodajalec te pride skozi naš, pa potem on takoj ugotovi, ali si sposoben ali ne. Tako pa je šli začetni odpor. Delodajalec se boji komunikacije, pa rajši gluhega ne vzame v službo. Delodajalec mora na začetku malo potruditi. Če ne razume očitama, seveda ne znakaj, pa naj se malo potrudim, da se nekaj napiše, ali mu poročno pokaže, ko pogledajo svojo, ne bo nobenega problema. Poznam veliko teh podjetij, ki rajši plačajo, samo da jim ni treba vzeti invalidov v svoje podjetje. Potem pa na drugi strani imamo podjetja, invalidska podjetja, ki pa z veseljem vzamejo, zaposlijo ljudi s posebnimi potrebami in so z njimi seveda tudi zadovoljni. In tudi taka podjetja rada vzamejo naše dijake na prakso. Mislim, da pri delodajalcih vlada en velik strah, ravno zaradi komunikacije. In vse jih pohvalijo, so bili pridni, so bili delovni, ampak potem v končni fazi pri tem tudi ostane. Mi želimo z njimi imeti dobre stike, da potem dobimo vsaj še kakšno prakso, ni pa praksa, da bi te bili tudi potem zaposleni. Zelo, zelo težko dobijo naši dijaki v teh delovnih procesih tudi stalno zaposlitev. Bojijo se, da jih ne bodo dobro razumeli delodajalce, da bodo naredili napake in tukaj v grafični in medijski industriji se pa obračajo veliki denarji. In moraš ti razumeti informacijo, kaj naročnik želi in če ta informacija ni pravilno razumeta, se naredijo napake, so potem lahko velike izgube samega podjetja. Ampak sam sem mnenja, da če bi se potrudili iz obeh strani, da ni to tak velik problem. Mislim, da je to bolj nepoznavanje same motnje in pa neangažiranosti, da bi se nekako lažje razumeli delodajalci, dijaki in gluhi zaposleni.